Dobro jutro, lepo pozdravljeni na prvi poletni verziji sprehajanja po ulicah in predstavljanja. Danes se bomo tukaj po centru mesta sprehodili po Strossmayerjevi ulici, ki bo aktualna še kakšne 2 tedna, potem pa niti ne več. Zakaj? Zaradi tega, ker se na tej ulici nahaja Gimnazija Poljane in vemo, da tam nekje po maturi seveda ponavadi območja gimnazij in srednjih šol postanejo bolj kot ne zapuščena. Zdaj, kje pa bomo sploh začeli tale naš sprehod po Strossmayerjevi ulici? Če bi se tukaj sprehodili naravnost, bi prišli do ljubljanske tržnice, glavne tržnice, Plečnikove tržnice. Sicer pa, če se ne motim, je tole kar Poljanska cesta, na kateri pa lahko, dobro jutro, na kateri pa lahko naprimer ujamete tudi avtobus številka 20, ki vozi tukaj mimo, in pa tudi avtobus številka 2, se pravi iz Fužina ali Novih Jarš lahko pridete tukaj preko do Stožic oziroma do Zelene jame. No, to je se pravi tukaj na eni strani, sicer pa tukaj na Strossmayerjevi ulici lahko že leta in leta opazujete naprimer tudi plakate, ne, tamle, ki vam povejo naprimer, da celo, pazite to, plato pred Halo Tivoli bo imel očitno koncerte 16. julija, pa 24. pa potem še avgusta. Parni Valjak, Midva, Dandi, Senida, Umek, Hladno pivo, Pankrti prihajajo in se jih bomo lahko veselili. Ja, koncerti so končno nazaj. No, zdaj pa se sprehodiva kar mimo Gimnazije Poljane. Moram povedati, ne, novinarski kodeks zahteva, da povem, če sem kaj vpletena v to. Hodila sem na to gimnazijo in takrat še nismo imeli toliko prostorov za kolesa. Morali smo jih spravljati kar ponavadi tukaj na drugi strani šole, vsekakor pa nismo imeli niti tega nadstreška. No, Gimnazija Poljane je sicer ena od starejših gimnazij tukaj v Ljubljani. Gre za gimnazijo, ki je na začetku bila dekliška šola, potem so nekaj časa imeli tukaj knjige, zaradi tega, ker so Narodno univerzitetno knjižnico komaj začeli graditi in ne, pravzaprav tako je bilo. Tukaj niso bile knjige, knjige so pospravili nekam drugam, sem pa so pospravili konje, ne, ker so se odločali za 2 prostora, nekam so dali konje, nekam so dali knjige, no in nekaj časa so bili tukaj konji, kar smo se seveda zelo radi hecali, sploh ko smo stali tam v majhni telovadnici, ki je manjša mogoče kot ostale telovadnice, vendarle gre za staro hišo. V veliki telovadnici pa smo se ves čas hecali, da z več kot številko noge 39 ne moreš stati v avtu. Sicer pa so še do kakih 15 let nazaj tudi fazonovanja, se pravi tiste velike zabave ob začetku šolanja na gimnaziji potekale kar v atriju same gimnazije, in sicer konkretno naprimer en poljanski band Leaf Fat je nastopal še takrat, ko sem jaz tukaj, ko sem jaz hodila sem, potem pa mislim, da so kmalu potem pravzaprav to ukinili zaradi pritožb doma za starejše občane, ki je na drugi strani te hiše. No, učilnice, ki jih gledamo na to stran, če se prav spomnim, v pritličju so naravoslovnega tipa, za kemijo, za biologijo, tamle v prvem nadstropju pa že za matematiko oziroma za slovenščino. Kaj v tretjem nadstropju se ne spomnim, lahko pa vam povem, da je tukaj zraven, poglejte, preimenoval se, ni več Elipsa, ja. V bistvu mi smo ga imenovali še Perk, ker je bil to legendarni kafič prej. Imel pa je tudi, ja, leseno ogrodje, s katerim si lahko dejansko prišel in se usedel na leseno ogrodje, zdaj niti vrta nima več, ne. Kakorkoli, zdaj se imenuje Cona 13, super sendviče so imeli včasih, upam, da jih imajo še. No, pa se sprehodiva še malo naprej, da ne bova... Pa je izčrpan. Kaj je to? Izčrpan, kako bi rekel, prispevek. Ja, izčrpan prispevek. Ampak tudi obštudijske. Tako, tudi obštudijske dejavnosti, super način, možnost za igranje taroka na drugi strani, ne, to so pravzaprav lani obnovili pod drevesom, ja, ker tarok je definitivno tarok in hekisek, se pravi tista žogica, s katero odbijaš, je zagotovo nacionalni šport Gimnazije Poljane. No, kot vidimo, se danes že takole malce bolj sproščajo, sproščen pouk je, veliko ljudi je že kar v kafani. Takole, no, kar sprehodi se z mano juž, tudi to, kar zdaj vidiva, ne, se pravi in
sedišče in tla so pravzaprav plod prenove iz zadnjih 2 let, ko so povsem obnovili tole ploščad in v bistvu celo križišče. Tam smo dobili tudi ležečega policaja. Tole je pa grafit iz kolesarskih protestov. 4. september 2020. No, temu bi lahko rekli, da je dobra barva, ne? Ker pri grafitih je pomembno, kako dobra je barva, sploh če cele dneve po njem hodijo. No, ker pa ni Gimnazija Poljana edina stvar tukaj na Strossmayerjevi ulici, se podajva še malce naprej. In sicer tudi ni edina vzgojno-izobraževalna enota na tej ulici. Pravzaprav šla bova zdaj do vrtca, zelo, zelo blizu pa je tudi Waldorfska šola, pravzaprav ravno na koncu, pa takole malce zamaknjeno v desno. Ja, parkirali boste težko tukaj na Strossmayerjevi ulici, ker večina parkirnih mest sodi. Ločevali boste lahko, večina parkirnih mest pa, poglej, 7 let nesreče, ne? 7 let nesreče, dobro, da nisva bila midva. Torej, parkirali ne bomo, ločevali bomo, predvsem pa lahko sem pripeljemo tudi svoje otroke, to je namreč tukaj je vrtec, kar pomeni, da je seveda tukaj velika gneča ravno tam nekje med 7. in 8. uro zjutraj. Gimnazija Poljane pa začne tudi delati ob 7:30 zjutraj, kar pomeni... Kako? Kako glasni so poljanski otroci? Ja, ponavadi se jih pravzaprav niti ne sliši, ker na to stran, kamor gleda vrtec, oziroma kamor gleda Gimnazija Poljane na vrtec, so pravzaprav redke učilnice, samo za informatiko in pa za umetnostno zgodovino, vse ostale gledajo na drugo stran, ker mislim, da je tukaj tudi telovadnica na eni strani, tako da se ravno ne vidi prav dobro. Sicer, če gledate hiše, je tukaj super, na eni strani imamo tako bolj socialistično to beton-jeklo arhitekturo, funkcionalizem totalni, na drugi strani pa imamo še te neozgodovinske sloge, kar lahko vidimo tudi po vseh teh štukaturah, po reliefih in pa tudi po ornamentu tamle zgoraj pri strehi. Prav pa kar malo mogoče pohitiva, da se odpraviva še naprej. Tukaj je tudi vhod v park za te tudi arhitekturno lepe stolpnice, ki se začenjajo na Streliški ulici. Sicer baje niso ravno potresno najbolj varne, ampak o tem vam mogoče vejo povedati več tisti, ki v njih dejansko tudi živijo. Da pogledava na parkomat še in vam poveva točno, koliko je cena parkiranja tukajle. Ja, 80 centov takole na uro, ne, tukajle, minimalno 80 centov na uro, maksimalno 3,20 € oziroma maksimalno 4 ure parkirate tukaj. Da se pa sicer ponovno tudi prek SMS-a plačati parking. To predvsem pride super prav takrat, ko je jutro, ker zjutraj ponavadi se vam verjetno ne da vstajati, ni do avta. Lahko pa si naštimate SMS z zamikom, ki vam bo zjutraj plačal vašo parkirnino. Tako da ne boste postali žrtev parkirnin. No, tukaj smo zdaj že ravno na tem mestu, kjer se vidi, kako je iz starega dela mesta nastajalo novo mesto s temi vilami na levi in z novimi bloki na desni. Na križišče, na katerega bova prišla, pa je ponovno nekaj, kar bi lahko rekli posvečeno otrokom. Gre za pediatrično bolnico na začetku ulice Stare Pravde, meji pa ravno na tej strani na Strossmayerjevo. A ja, nisem še tega povedala, kdo sploh je bil Strossmayer, ne? Josip mu je bilo ime in šlo je pravzaprav za hrvaškega škofa iz 19. stoletja, ki se je ukvarjal z narodnim prebuditeljstvom. Se vemo, ne, tam po letu 1848 je začelo večino narodov se prebujati. Tako mimogrede še eno od večjih in starejših dreves v Ljubljani, tole je tak mogočen javor, mislim, da je že parkrat je hotel že sodelovati na tem natečaju
revije Ljubljana za naj drevo v mestu, ampak mislim, da še ni bilo izglasovano. No, tole, kar vidite zadaj, pa je prenovljena Waldorfska šola, res sveže prenovljena, kar se vidi naprimer tudi po tem uporabi materijala, se pravi po tem nekem trajnostnem materialu. Lahko pa še vidimo, da je tukaj 110 metrov naprej zapora ceste, tako da če se boste peljali naokoli z avtomobilom, potem le pazite ali pa mogoče vzamete kakšno drugo pot. Takole, prišli smo do konca Strossmayerjeve ulice in naj bo to za danes vse. Se spet javimo drugič iz drugega prostora. Zdaj pa na hitro v oglase, potem pa že nazaj v studio Figovec.